Prijatelji, pred mnogimi leti sem verjel, da smo prispeli na cilj, sprejeli civilizacijske vrednote Zahoda in se dokopali do svobode in demokracije. Upal sem, da bomo krenili na pot, ki so jo pred nami prehodili mnogi evropski narodi. In verjel sem, da v naši deželi nikoli več ne bo političnih zapornikov. Toda v kakšni zmoti sem bil. Pod krinko demokracije nam ljudje, ki nikoli niso sprejeli zgodovinskega poraza nekega totalitarnega sistema, ki je v skoraj 50 letih vladavine za seboj pustil na tisoče ubitih ter fizično in duhovno pohabljenih ljudi, prodajajo laži in obsojajo tiste, ki se jim upajo postaviti po robu. Janez Janša se jim je postavil po robu. Janez Janša se je postavil po robu. In glejte, Janez Janša je danes v zaporu. V zaporu je zaradi svojega prepričanja, da je v politiki treba delati moralno in ne zaradi dejanja, ki mu ga pripisujejo. Ko sem svoj čas prebiral obtožnico, ki ga je bremenila korupcije, mi je takoj postalo jasno, da imam pred seboj novi scenarij za montiran politični proces. To je treba reči jasno in na glas. Treba je reči Bogu Bog. Na temelju takšnega skrpucala od obtožnice resen pravnik ne more nekoga poslati v zapor. Lahko pa ga pošlje v zapor sodnik, ki sodi v duhu nekdanjega revolucionarnega prava. To so sodniki še bili podaljšana roka zločinske skupine boljševikov, ki so... Lahko ga pošljajo v zapor tisti sodniki, ki sodijo v imenu ljudi, ki nam vladajo iz sence, v imenu tistih ljudi, ki se nikoli niso sprijaznili z izgubo absolutne moči vladanja in ki nikoli niso sprejeli demokratičnih pravil igre. Tistih ljudi, ki so nas svojim političnim in ekonomskim mešetarjenjem pripeljali tukaj, ker smo danes na sam rob prepada.